Iskrene čestitke ob zopet častitljivi obletnici. Kako je od tod do sedaj? No, pot je bila, se poznamo tudi mi že dolgo in tudi poslušalci, jaz verjamem, da so spremljali našo pot, ki ni bila enostavna. Iz tistih začetkov pred recimo 20 leti, ko sem začel sodelovati, ko so bile težave s slišnostjo, s tehniko, z marsičem, se lahko pohvalim, da se zadnjih 10 let lahko končno posvečamo programu, pač odnosom s poslušalci, ki se tudi pozitivno odzivajo, poslušanost nam raste praktično v teh 15 letih, nam je narasla za 5-krat poslušanost in se še vzpenja. To so za nas sigurno priznanja in nek motiv za nadaljne delo in istočasno je bila tudi spodbuda za nas, da smo se po dolgih letih odločili, da organiziramo ob 57. rojstnem dnevu en tak res velik krasen dogodek, ki združuje cvet slovenske glasbene ponudbe v tem hipu in pa tudi druge dodatne dogodke, ki so še malo presenečenje. Vse to, kot veste, se bo dogajalo jutri v dvorani Tržiških olimpijcev. Bo pa verjetno izredno zanimivo. Kaj se boste pripravili? Jutri bomo na Gorenjcu praznovali od jutra do večera. Zabava se bo začela v studiu. Najprej nas bo obiskal Peška z gostom, Matjaž Koka s svojimi učenci na harmoniki, Rok Lunaček bo prišel kot avtor raznih uspešnic letos. Seveda vsi bodo nastopali tudi v živo v našem studiu, popoldne nas obiščejo še Kranjski furmani Marcela in še več harmonike. Zvečer pa tista češnjica na torti, praznujemo, razprodali smo dvorano z 1600 sedeži, prihajajo Modrijani, Marko Vozelj in mojstri Tanja Žagar, Dejan Vunjak, Veseli svatje, 101 band, da koga ne pozabim, tudi naša ekipa bo nastopila na odru in pa ob 57. rojstnem dnevu radia smo posneli tudi video spot, ki ga bomo premierno predvajali na našem YouTube in Facebook kanalu 6. decembra ob 12. uri, torej naslednji petek. Vsi pa ga bomo lahko še leta občudovali na YouTubeu, tako da veselo bo in mi že komaj čakamo. Eno prijetno praznovanje in seveda čestitke za ta častitljiv jubilej. Najlepša hvala.